Košarkarji novomeške Krke so v prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar v domači dvorani premagali domžalski Helios z 99-74 in si priigrali lepo prednost pred povratno tekmo, ki bo 14. januarja v Domžalah. V tej tekmi so bili vseskozi v vodstvu, do konca tekme so prednost le še povečevali in tako zaslužno in zanesljivo zmagali. Ja, lep rezultat, ni še konec, zmeroma še eno tekmo. Je res dobro smo igrali, čestitam gostujoči ekipi in gremo naprej. Se prihajajo evroligaške ekipe, dobre ekipe, zelo. Mi bomo igrali kakor lahko, kakor zmoremo in upamo na najboljši. Izredno lep rezultat, glede na to, da nas čaka zelo težko nadaljevanje. Fantje so z glavami že bili malo pri zvezdi, to je čisto normalno, ampak mislim, da smo fenomenalno odreagirali, da smo si res želeli teči. Mislim, da smo dali ogromno pik tudi iz tranzicije, obramba je bila solidna, bom rekel. Helios je trenutno najboljša obrambna ekipa lige in ena izmed boljših ABA2 lige, tako da mislim, da tudi okrog 100 točk je lep uspeh za nas. Malo smo imeli kratko rotacijo, vseeno makla sta Garcia kot prvi strelc naš, glede na minute prvi strelc lige, Bačvič, en izmed najboljših igralcev trenutno slovenske lige, ampak vseeno mislim, da so nekateri, ki so dobili priložnost, da je zelo dobro to izkoristili. Kljub zelo zanesljivi zmagi pa Krkaši ne verjamejo, da je ta dvoboj že odločen. Nam se je že zgodilo, ko sem bil trener Heliosa, smo s porazom za 23 točk odšli iz Šentjurja, pa smo potem zmagali za 30 doma. Tako da vse se lahko zgodi. Naša tekma s Heliosom je samo en dan premora, potem ko pridemo z ABA lige iz Mege. Tako da to bo izredno težko in se pravim, lepa razlika, ampak če bomo razmišljali o tem, se hitro lahko pečeš. Mladi Žak Smrekar v letošnji sezoni dobiva večjo priložnost v članski ekipi in to s pridom izkorišča. Meni zelo velik pomen, da dobim priložnost tudi na ABA nivoju. Zahvaljujem se trenerju pa soigralcem za upanje in bom probal naučiti se to. Krkaši upajo, da se bo tudi zdravstveno stanje v ekipi izboljšalo. Trenutno jim skrbi povzročita predvsem Garcia in Bačvič. Ne vemo, kaj se dogaja s tema dvema igralcoma, neke nepojasnjene bolečine. Enega smo že poslali na magnet, verjetno drugega še bomo. Se pravim, ostalo, kemija je super, zaenkrat deluje, tudi na ta način mislim, da je bila ena lepa tekma v budućnosti brez teh dveh igralcev, da smo se lahko zadnjih 5 minut priključili na pravzaprav egal rezultat skoraj. Bomo videli, non-stop razmišljamo s trenerji, kakšne so lahko rotacije, kje imamo lahko prednost. Zdaj ste videli tudi mogoče, da dajemo tiste četvorke na pozicijo 3, pa igramo neki podkoš, zato ker imamo tam dejansko prednost. Moramo se prilagoditi, nekaj trenerski posel je tak, da nažalost na nekatere stvari ne moreš vplivati, na tiste, ki pa lahko bomo pa največji meri probali izkoristiti. Košarkarji praznikov ne poznajo, saj si tekme sledijo ena za drugo. Novomeščani tudi letos nastopajo v 3 tekmovanjih. To so po eni strani rezultatsko gledano najlažje tekme, nimaš nobenega pritiska, po drugi strani si pa sami lahko v glavi ustvarjajo pritisk nekateri, da bi igrali proti tem ekipam še toliko boljši in potem mogoče iz te želje naredijo ogromno napak. To se je dogajalo in proti Partizanu in proti Budućnosti. Ista zgodba, potem drug polčas smo glede na izkušnje iz Partizana, ki res nismo dobro izgledali, vsaj timsko ne. Potem to spremenili in jaz upam, da bo zdaj isto proti Zvezdi. Mi ne smemo gledati na rezultat, mi moramo gledati na vsako posebej in biti na 100% v vsakem gibanju, ker to je enostavno verjetno trenutno najboljša ekipa lige. In jasno, naprej nas pa čaka še spet težek razpored, pa imamo Olimpijo pa Helios, domače prvenstvo v njihovi dvorani, kjer bo dvorana spet polna. Pred začetkom sezone je imel Jakara jasno vizijo, kako naj bi njegova ekipa izgledala na parketu. Kako blizu smo temu danes? V pripravljenem obdobju, kljub temu, da smo nekaj tekem zmagali z veliko razliko, nisem bil najbolj zadovoljen. Predvsem zaradi tega, ker so se nekateri igralci malo izgubili na začetku. Mogli smo stopiti nazaj, videti, kje imamo tisto prednost, brez da se razmišlja preveč, in zdaj postopoma to dodajati te stvari. Njim je ABA liga enostavno, vsi pravijo, fizično nad vsem nivoji do zdaj, ki so igrali, in za vsak nek napad, kjer je za njih v bistvu kreiran, se je toliko težje odkriti. To smo se mi navadili. Na začetku smo imeli ogromne probleme na pritisk, zdaj v bistvu tudi ostale ekipe so že malo utrujene, moram reči, da ni tega pritiska toliko več, ampak vseeno. Gremo na boljš, bojimo se jasno teh poškodb, jaz upam, da bo tega čim manj. Zaenkrat se pravim, vse pišemo, vse sledimo številke, da ni pretreniranosti, imamo tudi nek sistem za merjenje teh stvari. Tako da mi res probamo vse, kar lahko.
Ena velikih želja vseh v klubu pred začetkom sezone je bila tudi ta, da na tribune domače športne dvorane Lena Štuklja v čim večji meri vrnejo gledalce. Ker poznam situacijo prej, ki sem bil 5 let v Domžalah, včasih je bila dvorana majčkeno bolj prazna. Zdaj se pravim, publiko ne vrneš samo z rezultati nazaj, ampak za željo, voljo, borbenostjo. Mi tudi danes nismo v bistvu se nehali boriti, čeprav je bilo že 20 razlike, tako kot ostale tekme. In to je tisto, kar v bistvu tudi če zgubiš, si lahko ne učitaš nič. Tako da, če se bo zaradi tega publika vrnila, če bomo zgubili neko tekmo, pa mogoče bojo videli krivca v trenerju, v določenem igralcu, si ne moreš nič učitati, ker ti si dal vse od sebe, igralci so dali vse od sebe, analiziramo, gledamo. Najboljši strelec na tokratni tekmi je bil Jan Špan z 21 točkami. Z Domžalčani pa se bodo spet pomerili že 2. januarja v sklopu državnega prvenstva.